Drevi je naša časopisna hiša Večer slovesno razglasila Boba leta 2008, po mnenju bralcev časnika Večer in širše slovenske javnosti najboljše izjave objavljene lani v Večeru. Že drugo leto zapored smo podelili tudi najboljšo izjavo avtorja bloga. Tradicionalni izbor Boba leta je potekal že 10. leto zapored, tokrat pa smo izbrali rekordnih 43.214 glasov. In v letu 2008 je Bobu Bob rekel sekretar Društva gluhih in naglušnih Podravja Milan Kotnik, ki je izjavil: država je pogosto bolj gluha od nas gluhih. Jaz sem zelo vesel te nagrade, saj hkrati ta nagrada poudarja mojo požrtvovalnost vseh dobrih ljudi, ki pomagajo gluhim ljudem, naglušnim, gluhoslepim pri njihovem enakopravnem vključevanju v življenje in v delo v družbi. Priznanje Bobu blog, nagrado za najboljšo izjavo avtorja bloga, prejme Aleš. Blog Profanost za izjavo: pravega obraza politik ne kaže v krizi, ampak šele takrat, ko je na vrhu in ima vse. Vzgib, ki me je gnal k temu, je v bistvu iz konteksta, vzeta iz nekega prispevka. Janez Janša mi je bil v glavi. Vodilo časnika Večer je predstaviti stvari bralcev take, kot so v resnici. Da bi poudarili pomen sogovornikov, ki svoje izjave podajo brez dlake na jeziku, pa Večer zato že vrsto let organizira akcijo Bobu Bob. No, prav gotovo smo večerovci ponosni, da smo letos podelili že 10. Boba leta. Zbero smo seveda zelo zadovoljni, sploh predvsem, ker je bila tako raznolika. Jaz razumem tudi to zmagovalno izjavo, se pravi sekretarja Društva naglušnih in pa gluhonemih, s katerimi opozorjajo na to, s kakšnimi problemi se soočajo. In če smo večerovci s tem, ko je ta zmagovalna izjava postala, se pravi Bob leta 2008, društvo in pravi naglušni, kaj pomagali, potem je naša akcija vsekakor dosegla namen, mogoče celo presegla. Mislim, da je bila tudi letošnja bera zelo dobra, sploh pa sem zelo vesel, ker je zmagala ta izjava gospoda Kotnika. Mislim, da spregovoriti o neki svoji življenjski okoliščini, ki jo čutijo gluhi in naglušni, jo nekako celo ironizirati, mislim, da to kaže res na veličino človeka in vse čestitke zmagovalcev. Prireditev, na kateri sta nastopila pevca Oto Pestner in Iva Stanič ter tokalna skupina Stop, je povezovala prva dama slovenske televizije Miša Molk. Skratka, en dober večer vam želim.